Oglejte si oddajo Moj odnos do zdravja, kjer bom gostila Špelo Vihar. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja. In Špela nam bo povedala o tem, kako sem preko raziskovanja prehrane zaradi lastnih zdravstvenih težav prišla do zaključkov, da prehrana nam sicer lahko pomaga, še bolj nam pa pomaga, da se globoko zazremo vase, katere stvari pri sebi nimamo razrešene, katere stvari mogoče komu zamerimo, kje ne živimo sebe in zaradi tega posegamo po nezdravi hrani, tako da o tem bom govorila. Za vse tiste, ki želite spremeniti karkoli v zvezi s hrano ali pa želite postati veliko bolj zadovoljni in srečni v svojem telesu, je prav ta oddaja Moj odnos do zdravja s Špelo Vihar za vas. Se gledamo. Dragi gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli v oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja. Danes sem v goste povabila Špelo Vihar, prehransko svetovalko, ki pa seveda ni samo prehranska svetovalka, ampak se ukvarja z raziskovanjem, od kod so nastale težave s prehranjevanjem. Dobrodošla, Špela, v oddaji Moj odnos do zdravja. Najlepša hvala za povabilo. Ja. Zanima me, kje se je pri tebi vse to začelo, kdaj si se s to prehrano začela ukvarjati, kako si prišla do tega, kar zdaj počneš? V bistvu moja pot je bila zelo dolga in trnova, ampak zelo zanimiva. In sicer začelo se je z mojimi lastnimi težavami, ki sem jih imela že praktično od otroštva, že od časa, ko sem bila praktično dojenček, en kup teh težav. Od alergij, astme, ekcemov, zaprtost kronična, srbečice, praktično skozi mi je teklo ven iz nosa. Ampak jaz takrat tega nisem povezvala z načinom prehranjevanja, z načinom čustvovanja, ampak sem enostavno tako živela. Ampak pri 18 letih so v bistvu te moje težave dosegle neke vrste vrhunec, ko sem imela cisto na glasilkah, ki so jo operirali. In takrat sem jaz dobila v roke en list, kao česa ne smem jesti, ker imela sem pa tudi težave s kislino. In takrat je meni nekaj cingralo v glavi, da to, kar jem, vpliva na to, kako se počutim. In potem takrat nekako sočasno s tistim sem jaz dobila neko ponudbo za delo za eno podjetje z prehranskimi dopolnili. In sem takrat v bistvu šla na tisto predstavitev in takrat se je v bistvu začel moj vstop v ta svet, da sem dejansko začela videti, da lahko to, kar jemo, vpliva tudi na naše počutje. Ampak od tam naprej sem jaz veliko raziskovala sama in sem se pol tudi oddaljila od teh podjetij in šla potem sama raziskovati v globino prehrano. Kasneje sem pa pol tudi videla, da prehrana enostavno ni dovolj, da samo to raziskujemo, ker to, kaj ljudje jejo, je v resnici samo manifestacija tega, kako se noter počutijo, tega, kaj jih mori, česa se bojijo, proti čemer imajo zamero in teh nekih notranjih napetosti. In tu me zdaj najbolj zanima, zdaj to s pridom raziskujem. Ja, ker če mi spremenimo samo prehrano, pa ničesar ne spremenimo v svoji notranjosti, je težko dolgoročno zdržati drugačen način prehranjevanja. Točno to. Zaradi tega, ker kar sem jaz ugotovila, je to, ti lahko na motivacijo, 3 mesece, tudi 1 leto furaš recimo neko zdravo prehrano. Ampak potem, ko te bojo te tvoje nerazrešene stvari, te prilagoditve obnašanju, ki jih ljudje delajo, ki se v bistvu pretirano prilagajajo, zaradi tega, ker so se bili vajeni že z otroštva prilagajati, vse so pa besni, te bo ta notranja napetost, ta bes, ki ga imaš, potegnil, da bo šla jesti pomfri pa čokolade pa te stvari. Se pravi, ta notranja nerazrešenost nas vodi v, bom rekla, prehransko neuravnoteženost in to sem opazila. In sem rekla, treba bo tudi to raziskati, ker sem tudi jaz sama to imela. Ravno pred časom ena stranka mi je razlagala, kako je ona, zdaj pač pri meni v enem programu, pa ima drugačen način prehrane in je rekla, jaz sem šla s kolegicam, pa sem imela svojo dieto,
potem sem jaz tisti jedla, a ne, jaz se po tistem nisem nič počutila zmatranje, sem imela ful energije, vse moje prijateljice so bile pa čisto utrujene, pa kavo so želele potem piti, pa spati so mogle jeti, počivati so mogle jeti. In rekla, pa je rekla, ja, ta dieta mi je kar všeč, sem rekla, ne smeš zdaj gledati to kot na dieto, ampak to je tvoj način zdaj prehranjevanja, ki tebi ful bolj ustreza, kakor tisto, kar bi sicer jedla, ne? Točno to. Ja, in potem sem ji razložila na primeru, če tankaš noter v dizla, recimo v avto dizel, tankaš bencin, ja tudi ne bo šel, ne? Bo tudi za ribo, ne? Ja, se bo nekaj pokvarilo, ne? Ja. In da ne smemo tudi potem na spremenjeno hrano gledati kot na dieto, ampak na moj način novega prehranjevanja, ker velika zmota je, če gledamo kot dieto. Absolutno, Ker če je dieta, potem je zadaj patologija. absolutno. Ja. Kako imaš ti to s svojimi strankami? Mislim, a veš kako, jaz sem tudi ugotovila, pač ljudje smo tudi različnih karakterjev, a ne, jaz sem predvsem, kar sem ugotovila, je, da mogoče na dieto gledajo zaradi tega, ker roko na srce, večina populacije se prehranjuje ekstremno nezdravo in ko oni grejo na drugačen način prehranjevanja, zaradi tega to vidijo kot dieto, ker je drugače, kot je normala, ampak normala ni dobra, Ni v redu. to je prva stvar. Ja, je tisto dieta. Tako, ja, je nezdrava mislim, dieta. tisto je ne vem kaj, mišmaš, ne, ampak kar sem pa ugotovila je pa to, ne, ti se recimo 30-35 let se prehranjuješ pač tako, kar so ti starši dali ali pa tako, kar si malo pobral v vrtcu pa v šoli, pa vemo, da ni dober. In problem je v tem, da ko moraš ti spremeniti, to je 30 let navad, ko si 5krat na dan daje v usta nekaj drugega, pa poslušal, kaj je nekaj drugega prav. In zaradi tega sem jaz ugotovila pri mojih strankah, da je smiselno, jaz jim sicer povem, kako lahko korenite spremembe naredijo, se pravi, jim dam vse orodja, da bi takoj spremenili, in pa tudi povem, da ni treba, razen če so tik pred bolnico ali pa smrtjo, rečem, ni ti treba zdaj vsega naenkrat, lahko vse naenkrat, samo če boš kaj falila, se ne smeš bičati. Moraš pač razumeti, da je to proces in moraš proslaviti vsako že majhno spremembo, ki si jo naredila. In dejansko sem ugotovila, da imaš dva tipa ljudi. Eni, ki je fajn, da grejo direkt all in, ampak jim moraš sam povedati, da se ne pol bičajo. Potem imaš pa drugo skupino ljudi, kot je recimo moj oče, a ne, ki so pa ni bil lih odprt za spremembe, pa sem pa to finto uporabila, ne, sem rekla, a ti kaj pa, če bi ti sam vodo z limono zjutraj spil pol litra s pol limone, a bi to zmogel? Je rekel, to pa bi. In sem rekla, sam to spremem, pa nič drugega, vse ostalo je isto, kot si do zdaj, ker sva hotela, da bi malo spremenil, ne. In je to delo. Pa sem rekla, drug teden sem rekla, ti lahko dam novo nalogo. Je rekel, ja. In sem rekla, dej še 3 kose sadja, a ne dodej. In je dodal. In po 8 tednih je on jedel praktično isto hrano, kot sem jo jedla jaz, s to razliko, da se ni počutil, da si je karkoli odvzel, ampak je dodajal. In to jaz pri strankah zdaj ful uporabljam in to mentalno ful fajn pride. Triki. Ne? Ja, mislim, Ja, trik, saj. ampak je dober, Ja, je to dober. tako naš deluje, ne? Ja. Da ga, tako kot se rekla. Da ga nagradimo, Ja, veš. da nekateri pač imajo korak po korak, nekateri imajo pa naenkrat naredijo spremembo. Tako in jaz jim tudi razločam, lej, imaš to opcijo, jaz sem taka, da grem direkt. Imaš pa to opcijo, izbereš lahko katerokoli in zaradi nobene nisi slaba, če karkoli izbereš. Sam zber tisto, s čimer se ti počutiš udobno, pa kar se tebi čuti kot ljubezen. Ker se mi zdi, da je zelo pomembno, da ko ljudje grejo spremembe navad, da čutijo te spremembe kot ljubeznivost do sebe, ne kot mučenje same sebe. Ja. Se zato toliko teh diet propade, ker mučijo sami sebe. Tako, pa tle bi še dodala eno stvar. Veliko ljudi ima prepričanje, ko pridejo, imajo trdo zakoreninjeno prepričanje, da v bistvu zdrava hrana je mučenje, medtem ko užitek je pa nezdrava hrana. In jaz jih moram že tle, moramo deprogramirati pa reprogramirati, da v bistvu vidijo, da lahko uživajo tudi v bolj zdravi hrani in da dejansko ljudje, ki več uživajo, tudi če malo manj zdravo jejo, pa dejansko uživajo, v resnici nimajo težav toliko z debelostjo in zdravjem. In jim pač povem, nima to veze s tem, ne. In pol, kaj enkrat ne povezujejo več trpljenja z zdravo hrano in užitka z nezdravo, takrat se lahko začnejo odvijati rezultati, če ne pa sam. Ali pa to recimo rečejo,
da so gurmani. A ne, to je tudi ta kategorija gurmanstvo, pa se pa zbaše v eno obrok, ne vem kva, vsega boga. A ne. Ja, tista zdrava hrana je pa čisto enolična. A ne. Ja. In v bistvu recimo ena stranka je prišla, ki sem ji pol povedala, kako približene, pa kaj ne je, pa tako naprej. Je rekla, pa se jaz zdaj bolj raznoliko jem, kot sem prej jedla. Pa še nekaj bi tle dodala pri tem gurmanstvu, ki si dobro omenila, ki reče, da so gurmani. V resnici, če greš pogledat način, kako se oni prehranjujejo, a ne, te, ki reče, da so gurmani, velikokrat imajo recimo tudi višek telesne teže. In kako v resnici je v gurmani? Zelo počas, zelo izbrano hrano. Gurman ne bo jedel ponavadi McDonald'sa, ampak tudi, če bo gurman jedel ocvrto, bo jedel počas z užitkom in par grizov, a ne. Medtem ko oni pa recimo zaradi tega, ker je to seveda čustveno hranjenje, podzavestni vzorci, pa hitro zbašajo vase in pri tem ni nič gurmanskega, tukaj sploh ni nobenega užitka. A ne? In gurmanstvo v resnici je pot do užitka, ampak gurmanstvo na ta način, da si ti vzameš čas, da poješ v miru, da res uživaš v hrani, da je krožnik lep, pisan, da diši, da so pač barve gor na krožniku, a ne. Pač jaz mislim, da moja hrana, zdaj, ko jo jem, je veliko bolj gurmanska kot prej. Drage gledalke, cenjeni gledalci, po oglasih midve nadaljujeva z najinim pogovorom. Rekla si, da si najprej začela s spremembo svoje hrane. Si pa tudi povedala, da vodiš svoje stranke v to, da prepoznavajo v podzavesti, kaj se jim dogaja. Zato, ker tako, ko ugotavljamo obe, podzavest je itak povezana s tem, kar mi jemo. Se pravi, če je v podzavesti, mislim, tista knjiga, si, kar ješ, si to, kar ješ. Znam te knjige. Ja, ena knjiga je, si to, kar ješ. A ne? Ali pa ješ to, kar si, ne? Ja, no, se lahko tudi v obe smeri gre. Ja. Ti si šla zdaj že v globino. Kaj so bila tista prepričanja, vrednote, identiteta, od katere si se poslovila? In kako? Predvsem je bilo to, jaz na začetku, ko sem skočila v ta svet prehrane, jaz mislila, prehrana bo rešila vse, a ne. To je to, za vsako stvar bi jaz priporočala spremeni prehrano in to. Ampak pa sem naletela predvsem pri strankah, pa tudi pri sebi na določene ovire, ker sem dejansko videla, če se je dogajalo v življenju kaj takega, kar me je spravila pod stres, sem jaz, kljub temu, da sem vse vedela, kaj je prav, kljub temu, da sem doma imela vse te prave stvari, sem šla lahko kaj kupiti. Ali pa sem se toliko basala s krompirjem, da sem se tudi potisno slabo počutila, ne, tudi če je to zdrava hrana. In sem videla tudi glede na obseg svojega pasu takrat, da nekaj mogoče ne štima, ker sem imela malo kilc vmes viška in tudi pri strankah sem videla, ne glede na to, da so se one fenomenalno počutile na zdravi prehrani, da so dobro odvajale blato, da res se je vse izboljšalo, so velikokrat šle nazaj, ne? In mi ni bilo jasno, kako je to možno. In seveda, ker sem raziskovalka, sem šla v globine in sem potem ugotovila, da dejansko določena prepričanja, ki jih imamo o sebi, določena prepričanja, ki jih imamo o hrani in o prehranjevanju, so tista, ki usmerjajo našo roko v hladilnik, na polico s čokolado in take stvari. In to je bilo tisto, kar sem sprevidela in kar sem recimo pri sebi pogruntala, je, da imam ful močno prepričanje, da se hrane ne sme vrsti stran, a ne. In kaj sem pol ugotovila, ker sem prerešetala ta prepričanja, da ko jaz dobim krožnik pred sabo, se pravi, sem lačna, jem, do recimo ene 3/4 ali pa do 1/4 ali pa do polovice, jaz pojem za telesne potrebe. Potem pa, ko je meni hrana ostajala na krožniku, kljub temu, da je moje telo mi že dajalo signale, da sem sita, se pravi, mogla sem popiti kozarec vode, hrana mi ni imela več toliko dobrega okusa, kljub temu, da mi je telo dajalo jasne signale, da je došpela, je mene ta anksioznost prijela, ko sem videla, da na krožniku ostaja, o ne, stran bomo vrgli, a ne, hrane se ne meče stran, me je ta anksioznost naterala, prisilila v to, da sem jaz to pojedla do konca. In takrat sem pa jaz v bistvu svoje telo posilila dobesedno s to odvečno hrano in to je bilo tisto, ena od stvari je bila
tista, ki je meni obdržala tisto obroček okoli pasu. In ko sem enkrat to prepričanje pogledala iz realne perspektive, a ne, kot, a je to resnica, a ne, in pa sem videla, ampak sej mi, če hrano vržemo recimo na kompost, sej ni, da bo kar ostala tam. Tam jo bo tudi nekdo pojedel, a ne, sej tudi bakterije, tudi živalce morajo kaj pojesti in nobenemu v resnici ne delamo sluge, nobenemu afriškemu otročku ne delamo sluge s tem, da se jaz nabašem. A ne, on ne bo nič bolj sit zaradi tega, če se bom jaz nabasala, jaz pa, če se bom s tem posila, se bom pa tudi slabo počutila. In od takrat naprej, ampak to sem mogla zelo dolgo reprogramirati. Pol leta sem si vsak dan pisala, da ko vržem hrano stran, s tem nahranim tudi druge in da ni s tem nič narobe. In šele takrat se je dejansko to vtisnilo mene, pa še zdaj se mi kdaj vklopi in moram zavestno se izklopiti iz tega avtopilota in si povedati, Špela, okej je, tudi če vržeš hrano stran ali pa si drugič manj naložiš, ne. Tako da veliko je bilo teh prepričanj, ki sem jih odkrila pri sebi in tudi pri strankah in ko sem se naučila to reprogramirati, takrat so se začela odpirati čisto nova obzorja. Ja, ta je zelo močna, da oni v Afriki pa nimajo hrane. Ja, mislim, kaj da jim bom jaz s tem, ko bom jaz pustila na krožniku. Ja, veš, kaj je pa najbolj smešen? Ja. Da moj nekdanji mož, ki je iz Afrike, ne, da on nikoli ni pojedel niti kančka več, kot je dejansko hotel. On je lahko pustil, ne vem, 3 krompirčke na krožniku, če je njemu bilo dovolj. Nikoli se ni silil. Pa je iz Afrike, to mi je bilo tako smešen. A ne? Ja. In tudi vedno je, tudi nikoli ni recimo čakal obrok, a ne, ker pri nas smo zelo družbeno vajeni jesti, da moramo vsi skupaj za mizo in pa se v bistvu ali se stradamo do kosila, a ne tisti, da bomo lačni pol za kosil, ali pa se v bistvu najemo takrat, ko ni še čas za nas. Medtem ko v drugih kulturah, kar sem videla recimo v Afriki pa v Aziji, dopoldne skuhajo več jedi in jih dajo pol v neke škatle, v neke omare in potem si vsak družinski član vzame takrat, ko je on lačen in se umakne nekam in poje v miru sam. Se pravi, a veš, nimajo tistega druženja pa pogovorov vmes, ampak se fokusira na hrano, da jim da energijo in pol konc. In pol se pogovarjajo brez hrane pod drevesom. To je bilo meni ful zanimivo. Ja, no, ravno to sem hotela reči. Mi imamo to prehranjevanje skoraj edini način druženja. Ja. Drugače pa televizija ali pa, ne vem, to je skoraj to, televizija pa konc. Tako in ne moreš biti tam. Ja, in ni druženja, ne, in je že v osnovi so stvari malo drugače Čuden. zapeljane, ja. Tako hibridizirane so na nezdrav način, ja. Ja. Se pravi, ti si zapustila to, da ne vržeš, ta je meni tudi zelo, ko sem jaz dojela, da mi imamo doma vrt, da vsako hrano, ki jo jaz dam na kompost, je v bistvu za tiste mikroorganizme, ki potem delajo mojo hrano in gre v bistvu k meni nazaj. A ne? In da ni drugega, a ne? In da jaz v bistvu hočem njim dobro dati. In od takrat naprej, v bistvu jaz sem tudi zelo tako, če 3 koščki ostanejo, pa pač 3 ostanejo, pa je za črvičke. Zato, ko oni zaslužijo, ker oni zaslužijo dobro hrano od mene. Je seveda, da bojo pol spet proizvedli novo, to je ta krog, ne? Ja, da je ta krog. Dobro, jaz sama nisem imela nikoli kakšnih težav z najedanjem, prenajedanjem ali... Jaz pa veliko. Čeprav je bil ta močen, ne metati preč, ne. Ampak pri nas je bilo potem, ki je v loncu ostalo, ne. Ne na krožniku, v loncu je ostalo. Ja. No, ampak sem to potem presegla prav s tem. Je bilo pa to, recimo, mama mi je velikokrat rekla, ja, tole hrano bi pa še angelčki jedli. Jaz pa z največjim odporom, ne, z vsemi 4 sem se takole upirala, da nisem tistega jedla. In to sem tudi imela kar veliko opravka, da sem presegla, da sem dejansko začela bolj poslušati, kaj je tisto, kaj je hrana za mene. Ja, ta siljenje s hrano se mi zdi, da je tudi zelo bil pogost, sploh v obdobju mojega odraščanja, pa tvojega sigurno še bolj, ne.
Ja, in potem nekako, ko smo mi kot otroci potisnjeni, ja, se ti itak ne veš, jej, kar ti damo, ne, potem nekako izgubiš ta stik s sabo, ta svoj notranji kompas tudi za druge stvari. In potem na koncu ne ješ hrane, ki bi ti ustrezala, ne živiš življenja, ki bi ti ustrezalo, jer se ni čudno, da si zafrustriran in da ne speleš stvari tako, kot je treba. Ampak lej, se da vrniti nazaj, a ne? Ja, se Ko- da, vse. Če raziskuješ, pa če vse. si ono. Ja. Jaz sem eno raziskavo naletela enkrat, ko so otrokom, ko so začenjali jesti, so jim vsak dan dali pred njih različne hrane in so se otroci v bistvu prehranjevali glede na to, kaj jim je pasalo. Ampak oni so imeli tudi recimo ribje olje, pa imeli so ne vem, brokoli, pa imeli so, ne vem, oreščke, različne, recimo sadje in recimo en dan je otroku pasal, da je jedel samo recimo breskve ali pa jabolka. In so mislili raziskovalci, da naslednji dan bo isto jedel. Ne, on je posegel recimo po ribjem olju. Sam imel je pa Nabor, nabor različnih hran. Pa fajn je, da so to hrane, ki so dejansko neki zrasle, oziroma ki so dejansko iz nečesa živega, a ne, ker če mu boš ti dal, ne vem, čokolado, pa to vprašanje, če ga ne bo ta past užitka potegnila. Tako da jaz mislim, da je tle zelo pomembno, da otrok sam zbira, ampak da zbira med živimi hranami oziroma med naravno hrano. To se mi zdi pomembno, veš, ker v današnjem obdobju je zelo tako, da se spodbuja, ja, intuitivno hranjenje, pa grem po Nutello. Sorry, tvoja intuicija tebi ne more povedati, da je Nutella, ker tvoje telo je veliko starejši in tvoja duša je veliko starejša kot teh 20 let, ker Nutella obstaja. Tako da to je meni BS. No, tle sem jaz recimo naredila enkrat eno raziskavo, pa z uporabo mišičnega testiranja kot inštrumenta za komunikacijo s podzavestjo, dala ljudem čokolado, komu čokolada paše. Niti enemu izmed vseh testirancev ni čokolada pasala. No. Drage gledalke, cenjeni gledalci, po oglasih bova midve nadaljevali najin pogovor. Lahko pa si na moji spletni strani www.nejazupan.si/iniciacija-energije prevzamete moje darilo za vas. 7 različnih energijskih vaj za dober začetek dneva. Se vidimo po oglasih. Pogovarjali sva se o tem, kako so že majhnim otrocem v tisti raziskavi dajali različne hrane in da so otroci čisto intuitivno izbirali, kaj je bolj primerna hrana za njih. Naravno hrano, ne to umetno hrano. Ne. Ker umetna hrana potegne že samo zaradi kemičnih substanc, ki so noter. Pa me zanima, kaj pa ti zdaj ješ, pa vem, da imaš sinčka, zdaj je že toliko star, zdaj začenjaš jesti? Mislim, ja, zdaj že nekaj časa, ker je on približno pri 7-8 mesecih je sam pokazal malo več interesa za hrano. Prej, jaz sem bila zelo intuitivna pri tem, dokler se je res hotel praktično izključno dojiti, pa je sam probaval drugo hrano, ga jaz nikoli nisem silila z obroki. In jaz se v bistvu prehranjujem polnovredno rastlinsko, a ne, kar pomeni, da jem pestro izbiro različnih žitaric, stročnic, veliko sadja, veliko surove zelenjave, juhe različne zelenjavne, delam si tudi kakšne take fajn sladice iz prosenih kaš in take zadeve, tako da imam Ki so najboljše. zelo pestro, pa zelo gurmansko, tako da jaz jem tako hrano in dejansko pač sinu dajem pač isto hrano zaenkrat, ampak če bo kasneje želel kakšno drugo hrano, ki jaz pač ne jem, poskusiti, jo bo lahko, ampak mu bom pa tudi zmeri pokazala, kaj to v resnici je, da bo pač se lahko tudi informirano odločil, a ne, ker jaz mislim, da moramo biti tako pošteni do otroka, ne, da če bo jedel pač meso, jaz ga ne bom blokirala, ampak se mi pa zdi fajn, da on vidi, kaj meso je, a ne, kako pač nastane, a ne, in da se potem na osnovi tega odloča, ne. Tako da, ampak on zelo obožuje mojo hrano, ful ima rad juhice, recimo, ko sva bila pri eni kolegici na obisku, je ful rad jedel juho iz ajdove kaše, pa juho iz kislice, ki nama je naredila, potem zelo rad ima tudi sadje, recimo lih to, kar si razlagala. Včeraj sem imela recimo zase ovsene kosmiče z
banano pa borovnicami, ne, pa še jagode sem imela zraven. In on ni hotel takrat ovsenih kosmičev, pa banane, je samo jagode ven vzemal. Prši tak, jagodico in šel stran, jagodico stran. Drugega ni želel in ga nisem pač nadsila, ne. In je zanimiv, prejšnji dan je pa jedel ovsene kosmiče, ne. Tako da isto nekako izbira, in jaz mu dajem takrat za jesti, kadar on pokaže interes, ker itak vidim, če se dere, pogledam, a hoče kakati, ali je že mogoče kakal, ali je žejen, ali je lačen, in jaz imam širok izbor hrane, imam različne vrste sadja, te zadeve, in potem mu ponudim ali kakšno kašico, ali sadje, ali kakšno juhico, in pol se pač on sam odloči in je super zdrav in fajn napreduje, tako da jaz sem zadovoljna. Ja, se tu v teh, koliko je on star? Pa on bo zdajle bo 1 leto, ko bo. Ja, 1 leto, ja. V tem času so nekateri otroci skozi bolni. Tako da zdravje se v prvem letu gradi. Ja, on je imel samo 1-2krat vročino, takrat, ko so mu zobi rasli, ampak to je bilo tako malo, pa ponoči, pa itak sem ga dala pol kožo na kožo, da se je zreguliral sam in se je lepo prešvical, drug dan je bil že kar nov, tako da sploh ni imel nobenih težav, no. Tako da mislim, da nekaj delam prav. Ja, super, odlično. Tudi recimo velikokrat rečejo, ker tvoj je sin, ne, da imajo fantki veliko težav, sploh s prebavo in tako naprej. In jaz recimo vsaj v moji ordinaciji opažam, da ima veliko fantkov težav prav zaradi Mlečnih izdelkov. Ne, zato ker nimajo razvitega prebavnega sistema dovolj, da bi presnavljal tisto hrano, ki mu jo dajejo. Ja, možno, ne vem, ker nisem toliko delala pač s temi, ampak se mi zdi, da če ima mamica polnovredno hrano in že takoj od štarta daje tovrstno hrano otroku, da po mojem ne bi smel biti problem, no, pač on normalno odvaja, tako da ne bi pa vedela, no, ker zaenkrat imam samo en primerček. Med tvojimi strankami imaš tudi kakšnega majhnega? Mislim, nisem se toliko s tem ukvarjala, ker dejansko mamice se nikoli niso pritožile, ker so ponavadi rekle, da zelo radi otroci tako hrano jejo. Samo kar pa jaz opozarjam mamice, je pa to, da res morajo pojesti dovolj, oziroma da pri otrocih, recimo, če mi kot odrasli lahko jemo majčkeno manj mastno hrano in je tudi za nas boljše, pri otrocih je malo drugače, ne, ker oni imajo majhne želodčke, ampak so razmeroma velike potrebe. Jaz itak mamicam zmeraj rečem, dojte tudi čim dlje, se pravi, ne je, pa ga pol še podojte zraven in bo super, ne. Pa rečem jim, da naj dajo tudi te malo bolj kalorično goste stvari na voljo, a ne, ali neka mleta lanena semena, ali pa kakšen tahini, ali pa kaj takega, da se not v kašice daje, pa tako. Zato, da otrok dosti dobi, no, tako da. Ampak načeloma nimajo problema, no, so mi pohvalile se, da otroci lepo kakajo, se fajn počutijo, tako da. Ja, po ajurvedi recimo otroci so v kapa energiji v tistem času in dejansko rabijo tako malo bolj težko energijo, tako prizemljitveno energijo, ki pa so tudi maščobe. Ja, sej to sem jaz že tudi brala in sem tudi intuitivno začutila, da mu je treba dati take stvari in on poje jih nekaj, ampak zelo rad ima pa tudi sadje, no, ampak tudi zelenjavo ima rad, no. Tako da, tak fajn jedec je, ja. No, super. Je pa res, da se mi zdi, da pol, ko grejo enkrat v vrtec, da se pa tudi lahko družbeno začnejo komplikacije s hrano, ker oni vidijo druge, kaj jejo, pa tam pač mogoče hrana ni najbolj optimalna, ali pa so kakšne druga trenja, ki med njimi nastanejo, a ne. Jaz sicer mojega otroka ne bom dala v vrtec, a ne, tako da bo mu to prehranjeno, ampak mislim, da lahko imajo starši kdaj ful dobre namene, pa dobro hranijo otroka, pa je vse okej, pa ko gre v vrtec, se pa določene, bom rekla, mogoče travme pa stiske pojavijo in jih on izraža skozi to, kako se prehranjuje, no. Tako bi jaz mislila, no, malo, kakor opazujem, no. Ja, tukaj zna biti kar en velik zalogaj, običajno to za starše, recimo sem imela tudi, no, saj ena izmed strank, ne, ki otrok je imel zelo močno kožno obolenje. Pa sem tudi rekla, hrano zamenjati, ampak žal je bil v vrtcu in so bili zelo nedovzetni za karkoli, da se prehrana spremeni, ker tako, kot si ti rekla, pri svojih 18 si hrano začela menjevati, pa prehranska dopolnila se je spremenilo čisto vse.
A ne, in isto bi mogli že pri otrocih, ki imajo težave, že tako majhni, bi mogli hrano popolnoma zamenjati. Ja, to se kar strinjam, ko so te dermatitisi, Ja. ampak tle pri dermatitisih, kar sem jaz opazila, poleg hrane je tudi ful pomembno, kako je mama čustveno, a ne, če ima ona kakšne stiske v povezavi mogoče z njenimi starši, svojo identiteto, s temi zadevami, to ful vpliva na otroka, no. Jaz sem videla, tudi s sestro so se veliko o tem pogovarjale, a ne, ko so imeli njeni otroci neke težave in pol, ko je ona neke stvari pri sebi razčistila, ko je ona se mogoče nekje zase postavila ali pa živela bolj sebe, se je tudi na otroku manifestiralo, da je imel manj določenih težav. Tako da te zgodbe so zelo, v bistvu jaz zmeraj rečem, da te stvari, ki se nam manifestirajo na našem telesu ali pa na telesu otrok, so nekako darila duš, ki nam govorijo, lej, tlele poglej, a ne. Ker če tega ne bi bilo, bi mi kar še v isto smer šli, ki mogoče ni za nas najbolj prijetna in najboljša. Tako nam pa v bistvu duše s temi simptomi reče, dej, zbudi se, poglej eno stvar. In jaz gledam na te svoje težave, ki sem jih imela recimo že kot otrok ful kot na darila in kot na opozorilne znake. In zdaj znam tudi te stvari ful boljš videti tudi pri strankah. Ja, to pa jaz tudi, recimo rak, ki sem ga imela, to je bil največji blagoslov, ki sem ga lahko imela v življenju, zato ker tista Neja prej pa tista Neja danes sta čisto drugačne. To sta dve drugi osebi. Ja. Ja. Tako da, daj Špela, zdaj se približujemo najinemu zaključku. Ja. Kaj je tisto, kar želiš še kot zaključek dati našim gledalcem in gledalkam? Predvsem to bi rekla, če imate težave z povišano telesno težo, če imate težave z zdravjem, se sam zavedajte, da je to res nek klic duše, ki vas opozarja, poglej, kaj se s tabo dogaja v življenju, ali živiš življenje, ki te dejansko res zadovoljuje. Kje v življenju sebi rečeš ne, pa drugim govoriš ja. Kje v življenju ti sebe povoziš, kje se pretirano prilagajaš, kje, a ne, veš tisto, ki so nas navadili, moramo reči ja, a ne, ker nas sosed prost pa prost, pa rečemo njim ja, pa smo pa sami na koncu dneva popolnoma izpraznjeni. Tako da te stvari se vprašajte, kje sebi govorite ne, pa drugim ja, in raziskujte, raziščite podedovane družinske travme, raziščite tudi različne stvari o prehrani, tako, raziskujte ljubeče, raziskujte sebe, raziskujte to, kar vam telo želi sporočiti, in sigurno boste prišli do odgovorov. Najlepša hvala, Špela, za tvoj obisk Hvala. v studiu Ljubljana TV. Drage gledalke, cenjeni gledalci, vas pa vabim, da prevzamete darilo na www.nejazupan.si/iniciacija energije, kjer dobite e-knjigo s različnimi praksami za vaš dober začetek dneva. Želim vam čudovit dan še naprej.